vsako leto zadnji četrtek v mesecu novembru pripravite dan odprtih vrat. Kakšen je namen? Dan odprtih vrat je pravzaprav namenjen tako našim dijakom, ker povabimo fakultete, letos jih je kar 25 se odzvalo, potem povabimo tudi delodajalce, ki predstavijo tako delo svojim bodočim kadrom, to se pravi našim dijakom, hkrati pa seveda tudi osnovnošolcem, to je pa drugi del, robotkov dan, kjer povabimo osnovnošolce, da vidijo naše delavnice, naše poklice in seveda vidijo tudi delodajalce, ki so njihovi bodoči zaposlovalci. In kakšni so poklici, ki izobražujete na vašem šolskem centru v Kranju? Na Srednji tehniški šoli izobražujemo za poklice prihodnosti. To so elektrotehnika, računalništvo in pa mehatronika. Žal pa je dejstvo, da za 65% poklicev, ki bodo v prihodnosti, danes niti še ne vemo, kako izobraževati. Ampak prav je, da neke osnove seveda pa dobijo učenci pri nas. Kasneje pa vseživljenjsko učenje in tudi na to opozarjamo naše dijake. Pred leti ste začeli na vašem šolskem tehničnem centru z mehatronikom. Kakšen je interes za mehatronika? Mehatronika je naš najzahtevnejši program, interes je zelo velik in tega smo zelo veseli, ker v bistvu imamo na tem programu tudi omejitev razpisa, to pa pomeni seveda zelo dober kader za naprej. In kakšen je odziv delodajalcev, glede na to, da povabite tudi delodajalce, ki jih potem zaposlujejo, vaše dijake, ki se izobražujejo na vaši šoli? Delodajalci so nad mehatroniki pravzaprav navdušeni, ker tukaj gre za znanje treh področij, tako elektrotehnike, programiranje in pa strojništva. Kateri pa je tisti poklic, ki je še donosen na Srednji tehnični šoli šolskega centra Kranj, da se bo v zadnjem času še bolj približal mladim? Zelo velik interes je pravzaprav na računalništvu, vendar pa tisto, kar ste me vprašali, je pa elektrotehnika. Tukaj si pa želimo še večji vpis in vabim seveda vse učence iz osnovnih šol, da se nam na tem programu še pridružijo. Vsak zadnji četrtek v mesecu novembru pri vas poteka že tradicionalno dan odprtih vrat. V sklopu tega dne pa karierni in robotkov dan ter združenje Konektor. Kdaj je bilo to združenje sploh ustanovljeno in s kakšnim namenom? Ja, Združenje Konektor je bilo ustanovljeno leta 2015 ob jubileju šolskega centra Kranj, ob 70-letnici šolskega centra. Smo se želeli še posebej tesno povezati s tistimi podjetji v naši širši in ožji okolici, s katerimi bolj tesno sodelujemo. In sicer predvsem z namenom, da ta podjetja povejo, kakšne dijake, kakšne maturante, kakšne diplomante iz šole potrebujejo. In kakšne dijake potrebujejo? Pridne, marljive, vestne? Da, potrebujejo pridne, marljive, vestne. Seveda ne samo to, potrebujejo tudi dijake oziroma maturante in študente, ki dobro poznajo svoje področje, ki so tehniško kvalitetno usposobljeni in čim hitreje uporabni v konkretnem praktičnem proizvodnem procesu. Koliko je teh delodajalcev, ki se vsako leto odzovejo? V osnovi, ko smo ustanovili Združenje Konektor, je k temu združenju pristopilo 25 podjetij. Ravno letos, torej danes, pa smo to združenje razširili s 5 novimi člani. Postali ste novi član upravnega odbora Združenja Konektor. Kakšen je vaš vidik glede samega združenja oziroma dela v upravnem odboru? Ja, mi vsekakor močno podpiramo idejo in aktivnosti tega združenja, ker verjamemo v povezovanje šolstva in gospodarstva, v prenašanje dobrih praks nazaj v šolstvo, usmerjanje tega, kar pač gospodarstvo rabi. Na drugi strani pa promocijo gospodarstva, dobrih podjetij, da kažemo nek zgled, se predstavimo dijakom in jih motiviramo za šolanje še naprej.